Na jugovzhodni strani Sredozemlja v francoskem obmorskem mestu se je zbralo na tisoče ljudi, ki so po tradiciji v lesene ribiške čavne naložili več kot 30.000 nageljnov in 600 kilogramov mimoz. Festival v mestu Villefranche-sur-Mer ima stoletno tradicijo. Na leto pritegne do 7.000 obiskovalcev. Sam dogodek spusta čavnov z rožami sicer imenujejo pomorska bitka. Znak, da olimpijske igre v Pjongčangu ubijajo domačine, napisan v angleščini in korejščini, pozdravlja obiskovalce pri vhodu na enega od prizorišč. Na cesti, ki pelje mimo parka, pa je na desetine zaprtih prodajaln smuči in druge športne opreme za zimske športe. Trgovine morajo biti zaprte za javnost, ker so olimpijske igre prevzele mesto. Zaradi zaprtja pa imajo trgovci sedaj veliko izgubo. Trdijo, da zaradi ukazanega zaprtja trgovin niso prejeli nobene odškodnine. Številni pa so zadnje mesece brez zaposlitve. Vsak dan se zbirajo v šotoru nasproti snežnega parka in protestirajo. Nekateri so se skušali prilagoditi tako, da so začeli ponujati olimpijskim tekmovalcem in medijskim ekipam hrano. Na drugi strani pa so mnogi obiskovalci razočarani zaradi zaprtja trgovin, saj si želijo v prostem času kaj kupiti in smučati, pa tega ne morejo. Veriga ponudnikov hitre prehrane KFC pa prav tako na drugem koncu sveta, stran od Pjongčanga, v Veliki Britaniji zapira vrata svojih gostinskih lokalov. Najverjetneje le začasno. Razlog pomanjkanje svežega piščančjega mesa. Njeni vodilni so namreč povedali, da so prisiljeni zapreti več 100 britanskih enot, ker so se pojavile težave zaradi novega dobavitelja mesa, družbe DHL. Ta je z dobavo mesa krepko zamudila. Pri verigi KFC pa, kot so zapisali na spletni strani, niso hoteli na vrat na nos iskati novega ponudnika, sploh za tako velike količine svežega mesa, kar so sami označili kot zapleten proces. Podvodni arheologi na polotoku Jukatan še vedno raziskujejo veliko podvodno jamo, ki naj bi bila največja poplavljena jama na planetu. Jama je dolga 347 km in leži v bližini letovišča Tulum. Z najdbami iz nje skušajo osvetliti pogled na staro civilizacijo Majev. Arheologi so namreč odkrili človeške kosti in starodavne predmete. Projekt raziskovanja pa je del študije o ohranitvi podzemnih voda polotoka Jukatan, na katerem je tako v podzemnih jamah, kot tudi na površju ogromno ostalin te starodavne in bogate kulturne in verske družbe.